Hvala za besedo, predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani ministrski zbor. Kljub temu, da je moja vest čista, pa je od mene kot ministra neodgovorno, da posredno ogrožam nujno kredibilnost resorja, ki ga vodim. Ne, to niso izjave ministra za obrambo Karla Viktorja Erjavca, to so izjave bivšega ministra za okolje in prostor, gospoda Jureta Lebna. Ministra Lebna, ki je v javnosti vseskozi zatrjeval, da ni kriv, vendar pa je jasno in glasno povedal, da pod takšnim bremenom, da pod takšno težo vseh obtožb ne more več naprej voditi resorja, ki ga vodi, zaradi njegove kredibilnosti, zaradi kredibilnosti resorja, ki ga vodi, in pa zaradi kredibilnosti vseh projektov, ki se na tem resorju odvijajo. Česa takšnega od ministra za obrambo Karla Erjavca ne moremo pričakovati. Ministra, ki je že od leta 2000 zraven vedno in povsod, pa nikoli nič kriv. Ministra, ki se preseda iz stola na stol, kamorkoli pride, so težave, nikoli pa nobene odgovornosti. Na nas, poslankah in poslancih, je danes, da pokažemo, ali imamo dovolj visoka etična merila, da ministru, ki laže, zavaja, krši zakone, izigrava celotno državo, končno rečemo enkrat dovolj je. Interpelacija, ki smo jo vložili, je razdeljena na 4 točke, in sicer zaradi odgovornosti za kršitev 32. člena Zakona o obrambi in zlorabe pooblastil OVSE, zaradi odgovornosti za kršitev 45. člena Zakona o obrambi v povezavi z 98. členom Zakona o obrambi ter 38., 39. in 40. člen Zakona o službi v Slovenski vojski, zaradi odgovornosti za prekoračitev pristojnosti, zavajanje in laganje v primeru nočnega streljanja na Počku in pa zaradi dejanj pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministra in inštitucij. Vse skupaj se je začelo, ko je časnik Delo in potem za vikend še Požar report objavil prispevke, da je načelnica generalštaba bolna, da je že dlje časa odsotna in da naj bi doživela živčni zlom. Po vojski so krožila SMS sporočila, bile so govorice, potem ko je v javnost že prišlo, kaj se dogaja. Minister za obrambo je ustno naročil direktorju vojaške obveščevalne službe, naj te govorice raziščejo. In tako je direktor tudi ustno naprej naročil, da so pripadniki obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo odšli na poveljstvo sil, kajti SMS-i, ki so krožili, so bili z vsebino, da je poveljnik poveljstva sil, general Škrbinc, neprimerno govoril na postroju in na kolegiju o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba Slovenske vojske. Zdaj pa tukaj trik. Kje so imeli pooblastila, da gredo na sedež poveljstva sil na Vrhniki in da ravnajo po prvem odstavku, po prvi alineji drugega odstavka 32. člena. 32. člen Zakona o obrambi določa obveščevalne in protiobveščevalne ter varnostne naloge. V prvem delu obveščevalne in protiobveščevalne, prvi odstavek, in pa drugi odstavek varnostne. Alineja, na katero so se sklicevali, je sledeča. Odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki jih uporablja ministrstvo in Slovenska vojska v državi ali zunaj nje, ter podatkov o razvoju ali proizvodnji določenega vojaškega orožja ali opreme. Spoštovane kolegice in kolegi, sprašujem vas, kaj od tega so govorice o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba Slovenske vojske? Preprečevanje ogrožanja delovnih mest, so dejali. Ali mi ločimo med delovnim mestom in pa osebo, ki delovno mesto zaseda? V času finančne gospodarske krize je bilo velikokrat rečeno, recimo za primer Mure. Ogroženih je več 100 delovnih mest. Kaj to pomeni? Da teh delovnih mest ne bo več.
da se na to delovno mesto ne bo nekdo vrnil. Kaj pa pomeni, da je ogroženo mesto načelnice Generalštaba Slovenske vojske? Ogroženo je lahko samo v primeru, če lahko temu rečemo grožnja, da bi nekdo vložil novelo zakona o obrambi, kjer bi napisal, da se črta delovno mesto načelnika Generalštaba Slovenske vojske, ker tega delovnega mesta potem več ni. Tudi če načelnica odide, bo nekdo drug prišel na njeno delovno mesto. Delovno mesto bo še vedno obstajalo. Načelnica sama ni delovno mesto. Načelnica je samo oseba, ki zaseda delovno mesto. In tudi če ona odide, bo nekdo drug zasedal to delovno mesto, ki bo še vedno obstajalo. Torej, delovno mesto, ogrožanje delovnega mesta odpade. Preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb. Po tej razlagi, kolegice in kolegi, smo mi tukaj vsi v nevarnosti. Poglejte forume, kaj se piše o nas, kaj ljudje na ulici govorijo o nas. Ali je sedaj to razlog, da bo policija oziroma Slovenska obveščevalna varnostna služba preverjala vse govorice, ki obstajajo o poslankah in poslancih Državnega zbora, že znotraj te hiše, zunaj te hiše, na vladi in kje drugje? Ali to, da nekdo, minister, državni sekretar, ni jih malo, ki kritizirajo predsednika vlade v pogovoru na 4 oči, ogrožajo delovno mesto predsednika vlade? Ali ogrožajo predsednika vlade z govoricami? Samo ogrožanje še ni kaznivo dejanje, glede na to, kako se zadevo interpretira. Ni in ne more biti. In tudi, ko smo vprašali pripadnike OVSE, ko smo bili tam, ali se spomnite, da bi kadarkoli obveščevalno-varnostna služba na ta način preiskovala govorice o kateremkoli načelniku, so vsi rekli, ne spomnimo se, tega ni bilo. Pa je bilo veliko govoric o veliko načelnikih Generalštaba Slovenske vojske. Lahko bi pa ravnali po drugi alineji, preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom. Potem pa pridemo na 34. člen Zakona o obrambi, ki piše o pooblastilih. In sicer tako. Delavci obveščevalno-varnostne službe ministrstva, ki opravljajo varnostne naloge in ki jih določi minister, to je ta drugi odstavek, imajo v skladu s tem zakonom pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v ministrstvu in Slovenski vojski pooblastila, kot jih določa zakon za policijo. Zakon o pooblastilih in nalogah v policiji pa v 34. členu govori o zbiranju obvestil. To se pravi točno to, kar so počeli pripadniki OVSE na Vrhniki. Tukaj lahko gre samo za dva primera. Ali za 161. člen Kazenskega zakonika, ki govori o opravljanju, ali pa za 159. člen Kazenskega zakonika, ki govori o obrekovanju. Ampak kaj je bistveno pri teh dveh členih? Nobeden od teh dveh členov se ne preganja po uradni dolžnosti. Lahko samo na tožbo oziroma na prijavo. Načelnica Generalštaba ni nikogar prijavila ne zaradi opravljanja, ne zaradi govoric. Pripadniki OVSE so uporabljali policijska pooblastila, pa lahko uporabljajo samo, ko gre za preiskovanje kaznivih dejanj. V tem primeru lahko gre za kaznivo dejanje opravljanja ali obrekovanja, ki pa se ne preganja po uradni dolžnosti, temveč na predlog. In ker načelnica ni podala tega predloga, niti noben drug, to so pripadniki sami jasno povedali, da ni to predkazenski postopek, da ni bila vložena prijava, tega niso mogli početi niti po drugi alineji drugega odstavka, ko govori o preiskovanju kaznivih dejanj v skladu z zakonom. To se pravi, ni šlo za ogrožanje načelnice, ni šlo za ogrožanje delovnega mesta, ni bila podana kazenska ovadba, ni bila podana prijava na policijo, kar pomeni, da po policijskih pooblastilih pripadniki obveščevalno-varnostne službe na Vrhniki ne bi smeli delovati. In tukaj je jasna odgovornost in jasna kršitev Zakona o obrambi in Zakona o nalogah in pooblastilih policije, tako strani ministra za obrambo, kot tudi strani direktorja OVSE.
Da pa to drži, je pa včeraj na zaslišanju sama načelnica povedala, ko je na vprašanje, ali ste pred 3. aprilom, ko so potekala zaslišanja na Vrhniki, podali kazensko ovadbo, rekla je nisem. In tudi, da je kazensko ovadbo podala šele potem, ko je dobila poročilo OVSE. To se pravi, gre za ponovno zlorabo obveščevalno-varnostne službe, ker so delali nekaj za to, da je načelnica generalštaba imela podlago, da vloži kazensko ovadbo. Še načelnica je zlorabila obveščevalno-varnostno službo. Gospe in gospodje, če to ni dovolj, da odide minister, glede na to, da je prejšnji mandat odšel minister, ki je obveščevalno-varnostni službi naročil, naredite mi analizo negativnih učinkov prodaje Telekoma za nacionalno varnost, kar pomeni, da so se lahko 3 dol usedeli, zadevo predebatirali in napisali, brez da bi šli na Telekom Slovenije, brez da bi karkoli drugega naredili v operativnem smislu, je ta zloraba eklatantna in bistveno hujša. Veliko govoric, ne? Poglejte, kaj je dejal državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Dobran Božič, glede načelnice. Ena njenih ključnih težav je, da ne zna odklopiti, ne pozna gumba odklop. In ta lastnost človekovemu zdravju prej ali slej izda račun. Kako je pa s to govorico? A je to tudi neprimerna govorica? A je to kdo preiskoval, gospe in gospodje? Kaj bi lahko odnesel načelnico generalštaba? To je bil članek v Delu. Ste šli na Ministrstvo za zunanje zadeve, za obveščevalno-varnostno službo ali SOVO, ker tista tam nima pristojnosti? Niste šli, ne? Zaradi tega, ker ste zlorabili obveščevalno službo, minister je to naredil in kljub temu, da je bilo veliko govoric, je bil tukaj jasen cilj, to je odstraniti poveljnika poveljstva sil oziroma povleči sebe ven iz lastnega ZOS-a, kajti kot je pisal eden od medijev, 8. marca je na Ministrstvu za obrambo potekal kolegij glede 59. člena službe v Slovenski vojski, glede dodatka za obremenjeno delo oziroma povečan obseg dela. In tam naj bi minister Erjavec z načelnico tako ravnal, da se je zlomila, ven prišla vsa objokana in potem je 3 tedne ni bilo več v službo. In ker se je minister Erjavec bal, da ga bo načelnica ovadila zaradi mobinga, je speljal pač zadevo, kakršno je speljal. Da Škrbinc načrtuje odstavitev načelnice, da pride nazaj Dobran Božič in nekaj je bilo potrebno storiti. In to je zgodba, ki jo je minister potem odvil. Kljub temu, da so pripadnice in pripadniki in da je tudi sam poveljnik Škrbinc glede na magnetogram, ki ga imate, dejal, da je prišlo do tega, da enostavno je samo skušal miriti, da je kritiziral vse, ki so kritizirali načelnico, da jo je branil. Kar se tiče druge točke, nezakonita odstavitev, piše v 45. členu, da poveljnike, vključno z načelnikom generalštaba, namestnike poveljnikov in druge pripadnike stalne sestave, da se imenuje in razrešuje na formacijsko dolžnost v skladu z zakonom, brez interne in javne objave, na podlagi službenih potreb. In to je tisto, česar minister za obrambo ne razume in je ravnal v skladu z zakonom, kajti v 98. členu jasno piše, za službene potrebe iz 1. odstavka tega člena se šteje popolnitev ali dopolnitev formacijskih dolžnosti, za katere je popolnitev predvidena z organizacijskim ukazom oziroma ki je potrebna za izdelavo poveljstva ali enote, popolnitev formacijskih dolžnosti, ki so nepopolnjene, pa je njihova popolnitev predvidena s pripadniki stalne sestave, in pa popolnitev formacijskih dolžnosti, s katerimi se vzpostavlja neprekinjena linija poveljevanja. Gospe in gospodje, brigadir na prehodni formaciji ni službena potreba. Minister Erjavec je rekel, lahko se razreši kogarkoli brez obrazložitve. To velja samo v primeru načelnika generalštaba Slovenske vojske po 1 letu, ko minister nastopi svojo funkcijo. Pri vseh ostalih pa je potrebno po navodilu o pooblastilih za imenovanje in razrešitev v 2. členu načelnik generalštaba Slovenske vojske predlaga ministru za obrambo s pisnim obrazloženim predlogom imenovanja in razrešitev poveljnikov in njihovih namestnikov v skladu z zakonom in imenuje minister. Se pravi, v
pravilih o službi v Slovenski vojski jasno piše, da mora biti pisno obrazložena razrešitev. Tega ni bilo. To je bilo kršeno. Minister je rekel, ja, načelnika brigadirja Škrbinca smo razrešili s funkcije generalštaba Slovenske vojske in ga imenovali za poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske. V tem primeru seveda gre za službeno potrebo. Da pa ti razrešiš poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske, ga postaviš na predhodno formacijo, gor v Poljčevo eno pisarno, kjer nima nobenega dela, poveljstvo sil pa je še 3 tedne brez poveljnika, to ni službena potreba. Če bi brigadirja Škrbinca takoj imenovali na drugo funkcijo, gre za službeno potrebo. Če ga daš na prehodno formacijo, njegovo poveljniško mesto pa pustiš prazno, pa to ni in ne more biti službena potreba. In vse nadaljnjo, kar se je dogajalo, ko je prejel omenjeno odredbo, ko je podal odgovor v navedenem ugovoru v zakonitem roku, ni bilo odločeno, ni prejel odgovora, vse to predstavlja kršitev zakonodaje. Tretja točka, streljanje na Počku. Minister ni vedel, da se bo streljalo na Počku. Minister ni vedel o Počku nič. Čisto nič. To je PR sporočilo Ministrstva za obrambo. Naslov je Odobrene aktivnosti na območju poligona Poček za marec 2019. 26. marec. Streljanje od polnoči do 3. ure s težkimi kalibri, povečan hrup zaradi letal in pa eksplozij. 27. marec od polnoči do 3. zjutraj. Streljanje, povečan hrup zaradi streljanja s težkimi kalibri, zaradi naleta letal in pa eksplozij. Sporočilo za javnost, ki je bilo pred vajami poslano, kaj se bo marca dogajalo na Počku, gospe in gospodje. Kakšen je minister, ki ne ve, kaj se dogaja v lastni hiši, kakšen je minister, ki ne ve, kaj počne njegova PR služba, kakšen je minister, ki izjavi, ja, pisalo je v aneksu, da bodo imeli Američani 120 mm minomete, ampak to ne pomeni, da jih bodo uporabljali. Gospe in gospodje, poglejte si časovnico današnje razprave. Karel Erjavec 120 minut. In to je tako, kot da potem, ko bo minister prišel za mano, da bi jaz jutri rekel, ja, pisalo je Karel Erjavec 120 minut. Ampak to še ne pomeni, da bo on govoril. Ja, seveda bo govoril, če je interpeliran in če mora odgovoriti. Kje si videl vojsko, ki bo pripeljala minomete 120 mm in jih ne uporabila? To ni bila tiha vaja, to je bila vojaška vaja, vojska je bila za tam, da strelja. Minister je pooblastil polkovnika Rodeta in tudi polkovnika Zakrajška, da z Američani vse dogovorita. Dogovorjeno je bilo, tista tabela, kjer piše, je potrebno gledati 2 stolpca, kdo bo sodeloval na vaji. Slovenska vojska ob podpori 60 mm in pa 72. brigada ameriške vojske. Kjer pa ne piše nič, kakšno orožje bodo uporabljali, v aneksu pa piše, da bodo imeli 120 mm minomete in v skladu z vajo in v skladu z dogovorom, da bodo streljali od polnoči do 3. zjutraj s težkimi kalibri. Če to ni dovolj za vas, gremo naprej. Poročilo o izvajanju aktivnosti na Osvat Poček. Takrat je minister potem takoj zahteval poročilo načelnice generalštaba Slovenske vojske. Pri načrtovanju aktivnosti so bile z dogovorom dogovorjene naslednje omejitve. Streljanje se ob sobotah, nedeljah in praznikih ne bo izvajalo, razen ob usposabljanju enot, popolnjenih s pogodbeno rezervo in vojnih enot Slovenske vojske. Nočno streljanje se bo izvajalo največ 10 dni v mesecu, junija, julija, avgusta in septembra največ do 23. ure. Se pravi, marec tukaj noter ne paše. Potem pa povečani požarni ogroženosti in ostali. Se pravi, načelnica je večkrat rekla, ja, imamo dogovor z občino Postojna, občina Postojna je od njega odstopila, ampak mi se ga še naprej držimo, 10 dni streljamo, lahko po noči do 10 dni, poleti pa samo do 23. ure.
Iz obvestila o odobrenih aktivnostih na območju poligona Poček za mesec marec 2019 izhaja, da so bile aktivnosti načrtovane in sovpadajo z ostalimi načrti in ukazi, ter da je bila o njih obveščena javnost. Spravi, javnost je bila obveščena, minister ni bil obveščen. Ali minister ni minister, ali minister ni del javnosti. Še dodaten razlog, da gre minister, ki ne ve, kaj se mu v lastni hiši dogaja. Pri tem smo upoštevali usmeritve ministra za obrambo, da se kljub odstopu občine Postojna od dogovora in MORS in občino Postojna striktno držimo določil in omejitev iz le-tega. Te jasne usmeritve so bile delegirane po liniji poveljevanja in kontrole na podrejene poveljnike poveljstev in enot, ki izvajajo aktivnosti na tem območju. Usmeritve so vključene v akte vodenja in poveljevanja. Pri izvajanju vaj se tako navodila in usmeritve dosledno tudi upoštevajo. Usmeritve in navodila so razvidna iz prilog tega poročila. In pa še tisto, kar je bistveno, spoštovane kolegice in kolegi. Tudi v primeru vaje Sokol je potekalo načrtovanje in usklajevanje ter obveščanje, nenazadnje smo samo izvajanje aktivnosti na vadbišču Poček skladno z dogovorom, usmeritvami in načrti, ki so bili dani s strani Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za obrambo. Streljanje na Počku je potekalo v skladu s smernicami Vlade in pa smernicami in usmeritvami ministra za obrambo. Z načinom izvajanja nismo kršili nikakršnih normativnih določil. Podpis generalmajorka Alenka Armenc, načelnica Generalštaba Slovenske vojske. Minister bi moral tukaj narediti dvoje. Ali reči, vse je bilo v redu, nihče ne bo za to odgovarjal, ali reči, prevzemam objektivno odgovornost, odstopam, ali pa odsloviti načelnico Generalštaba Slovenske vojske. Še prej pa reči njej, zahtevam, da mi daš dokazilo o tem, da si pisni ukaz dala poveljstvu sil, da se ne sme streljati. Ampak tega ni naredila, ker je napisala, da je bilo vse v skladu in tako, kot mora biti. In kaj se zgodi potem? Potem minister za obrambo reče, ne, ta dokument ne velja. Velja tisti aneks. Kot prejšnji tisti aneks, piše, da bo na vaji sodelovala 72. brigada ameriške vojske in pa slovenska vojska z omejitvami 60 mm. Spravi so streljali Američani, glede na to, da bi lahko streljali, so tudi streljali. Ko to pade, reče minister, ja, saj je pisalo, da bojo 120 mm minometi, ampak jaz nisem mislil, da jih bojo dejansko uporabljali. Ko tudi to pade, reče, ja, saj smo imeli nek kolegi, kjer je bil tudi poveljnik Škrbinc, kjer je bilo naročeno, naj se po noči ne strelja. Kje je zapisnik tega kolegija, gospod minister? Poglejte, laž na laž, izmišljotina na izmišljotino. In to je minister za obrambo Republike Slovenije. Katastrofa, gospe in gospodje. Kako boste lahko glasovali v podporo takšnemu ministru? Kakšna bo vaša lastna kredibilnost? Kakšna bo kredibilnost tistih, ki se zgovarjate na etiko in moralo? Ki govorite, kako boste z novo politiko državljanom dali neko upanje? Zagovarjate pa 20-letnega ministra, kjer se stalno dogajajo povsod ene in iste stvari. In kaj je brigadir Škrbinc dejal glede tega? Minister za obrambo je podpisal 2 akta za to konkretno vajo. 2-krat je pooblastil, enkrat poveljnika 72. brigade, enkrat poveljnika oziroma mojega, takrat še ne mojega, ampak polkovnika, ki je odgovoren za usposabljanje. V obeh dokumentih, ki imata status v narekovajih mednarodnega sporazuma, je tudi jasno navedeno, da se bo streljalo s 20 mm. Midva z načelnico nisva vedela. Seveda sta vedela. Minister, podpisali ste 2 akta. Vi ste tisti, ki ste vojski dali nalogo, da se skupaj z Američani usposablja. In v tem aktu ste vi povedali, da bodo Američani streljali od 120 mm, 40 mm in ne vem kaj vse. Jaz razumem, da če jaz kot poveljnik sil par ur nisem bil več siguren, kakšna so pravila igre na Počku, kaj jaz sedaj, po čem jaz sedaj streljam, po kakšnih pravilih, ali po teh, ki jih imamo v vojski, za katerimi stoji generalštab, ki je moj edini nadrejen organ poveljevanja, ali po nečem, kar preberem iz časopisov, ali po čem drugim. Kasneje minister tudi reče, da je potem v skladu s tem, kar je bilo v medijih. Poveljnik reče, da je ustno odredil, da se po noči več ne strelja 4. aprila, pa v skladu z državnim sekretarjem Grošljem in pa Boštjanom Šeficem, ki je zadolžen bil za občino Postojno, tudi pisno izdal takšen ukaz. Minister pa se je sprenevedal,
4-krat, 5-krat spreminjal izjave, zakaj je bil poveljnik razrešen, zaradi nočnega streljanja na Počku, zaradi govoric o zdravstvenem stanju, potem zaradi obojega, potem zato, ker je on samo podpisal, predlagala je načelnica in nenazadnje zato, ker mu načelnica ni več zaupala. Katera od teh 5 verzij, gospod minister, je tista prava? Kaj ste v zadnjem mesecu sploh povedal po resnici? Zakaj škodite ugledu funkcije ministra za obrambo? Zakaj škodite Slovenski vojski? In zadnja točka, ki smo jo napisali, je izguba dobršnega števila pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki se pod ministrom za obrambo Karlom Erjavcem nadaljuje. Prekinil je nakup 8x8, ravno zaradi stvari, na katere je opozarjal poveljnik Škrbinc, in potem, ko poveljnik Škrbinc predlaga načelnici Generalštaba Slovenske vojske, dajmo ovaditi tiste, ki so ta projekt zavozili. Veste, kaj mu je načelnica rekla? Gospod brigadir, soborcev se ne ovaja, čez en mesec ga pa sama poda kazensko ovadbo proti njemu. Če ste že zlorabljali obveščevalno varnostno službo, gospod minister, tudi če tole izpade nesramno ali grdo, mene resnično skrbi, če imamo načelnico, ki je doživela v mirnem stanju živčni zlom. Potem bi morali to raziskati, ker to pa ogroža nacionalno varnost, če imamo takšno načelnico. Pa tudi to bi bilo nezakonito. Lahko bi uporabili zakonite vzvode za pogovor tako z brigadirjem, kot tudi z načelnico, ampak tega seveda niste storili. Naše napovedi so se uresničile. To, kar piše v beli knjigi, je točno to, ki jo minister pripravlja, kaj se bo s Slovensko vojsko dogajalo. Napisali boste številko 6500 pripadnikov stalne sestave in včeraj je načelnica rekla, naj vas raje zanima tistih 6544 pripadnikov, mislim, da je rekla to številko. Pohitite z belo knjigo, ker čez 14 dni jih bo že pod 6500. In tudi ta nova merila, ki jih boste uporabili, bo ocena negativna, ker jim ne boste zadoščali. Zanimivo pa je, da te agonije ne preseka predsednik vlade Marjan Šarec. Do sedaj so vidni predstavniki vlade in koalicije odhajali zaradi sendvičev, neprimernega vedenja, maket. Najbolj škodljiv superminister vseh časov Karl Erjavec, ki je očitno kršil zakonodajo in javno lagal, pa še kar vedri pod soncem predsednika vlade Marjana Šarca. Tudi zato, ker Marjanu Šarcu to ugaja. Karl Erjavec je neprepoznan. Karl Erjavec je politično uničen. Dobesedno klečeplazi pred predsednikom vlade. Ali kdo pozna Karla Erjavca, da bi rekel, dobro je, da je LMŠ dobila toliko evroposlancev. Potrdil bom evropskega komisarja, ki ga predlaga predsednik vlade. Vi ne rušite mene, ampak rušite vlado. Dobrikanje, malikovanje. Takšen minister predsedniku vlade ugaja. In zaradi tega minister očitno ostaja. Ta interpelacija ne bo zapečatila usode Karla Erjavca. Njegova usoda je zapečatena. Politične kariere Karla Erjavca je konec. Državni zbor ni bil izvoljen, njegova stranka je izgubila evroposlanca, poraz za porazom, ampak to ni naša stvar. Oblast pa je vendarle slast, gospod premier. In za oblast ste pripravljeni sprejemati najbolj gnile kompromise in podpirati sistemsko korupcijo. To niso moje besede, ampak to je dejal dr. Balažic, ko je dejal: Erjavec lastnoročno uvedel in legitimiziral nevarni presedan in sicer deformacijo koalicijske pogodbe v politični dogovor z denarnimi zahtevki za svojo klientelo. To kaže na uspešno ugrabitev države državljanom in seveda na sistemsko korupcijo. Plačevanje denarja vseh državljanov za politično mobilizacijo ene stranke, zakodirano v koalicijski pogodbi, ne more biti drugega kot sistemska korupcija. Ali je premier neveden, da tega ravnanja Karla Erjavca ne prepozna? Ali pa je premier preprosto na nivoju Karla Erjavca? S takšnim tempom razgradnje Slovenske vojske kmalu ne bo več. In kdo bo branil nas in tudi predsednika vlade v primeru, da se kaj zgodi? Minister Erjavec?
Takrat nobena ograja ne bo dovolj visoka, gospod premier, ne glede na to, z katerega zornega kota se jo pogleda in ne glede na to, kdo prešteva zidake v njej. Premier bi moral potegniti svoje, vendar pa je tudi morala premierja vprašljiva. Nekdo, ki javno hodi v stolnici po obhajilo, hkrati pa otroke, ki obiskujejo katoliške osnovne šole, tako prikrajšuje in jim krati človekove pravice, je predsednik vlade, ki je na nivoju ministra Erjavca. Zato mora minister Erjavec oditi. Hvala lepa.